Najprej je bil Clio, potem so nam za 700 € več ponudili Clio Grand Tour, karavanskega Clio, ta se je medtem že poslovil. No in še 700 € več je stal Captur, veliki Clio. Clio za vse, ki bi želeli imeti veliko v majhni embalaži. Clio za vse, ki iščejo veliko notranjih kubičnih metrov, na malo zunanjih centimetrih. In kot tak je še lansko leto, v zadnjem letu prodaje, navdušil ogromno množico kupcev v Sloveniji in vse posod po Evropi. Tako kot Clio je namreč tudi Captur vse svojo življenjsko dobo stalno povečeval število prodanih avtomobilov. In tega dejstva ne moramo preglasiti za prav nič druga kot izjemen ekonomski uspeh. In če je Clio prav zaradi prodajenih uspehov ostal vizualno zelo podoben štirici, pa je podobna zgodba tudi pri Capturju. Tudi pri obeh Capturjih najdemo številne vizualne podobnosti. Še najbolj samosvoj je zadek novega Capturja, še posebej po zaslugi teh zadnjih luči v obliki črke C, ki pa za razliko od Megana podnevi ne svetijo. No, podrobnejši pogled pokaže, da je Captur tudi precej zrasel. Ampak ne tako zelo, kot vas bodo skušali prepričati. Namreč skupno je Captur daljši za 10 cm, ampak to v resnici pomeni, da je prednji previs daljši za nekaj centimetrov in pa zadaj je tudi za nekaj centimetrov daljši. Se pravi, skupno je medosje daljše za komaj 3 cm. Se pa strinjamo, da je Captur z drugo generacijo postal bolj samosvoj model, bolj zrel model in tudi bolj nobel. Dajmo, poglejmo. Preizkusni Captur je bolj nobel že samo zaradi samodejnega menjalnika. Zaradi te lebdeče konzole. Namreč, če izberete ročni menjalnik, te poličke ne boste dobili. Ampak če smo pikri, pa pikolovski, glede na to, da je ta menjalnik povezan prek žic, bi ga lahko namestili tudi kam drugam in bi tukaj ostal prostor za kak predal, na primer. Ampak ja, saj vemo, to bi bil prehud šok. Veliko kupcev namreč vozi z roko na ročici menjalnika. Ampak pozor, ta ročica menjalnika je zelo občutljiva in verjamemo, da se vam bo kdaj pripetilo, da boste med vožnjo nehote premaknili v prosti tek. Ampak če že govorimo o samodejnem menjalniku, novi kupci jih praviloma ne izbirajo. In to je po našem mnenju narobe, kajti smo leta 2020 in samodejni menjalnik bi počasi že moral postati standard. Je pa res, da ga verjetno tudi v tem Capturju ne boste vzeli, namreč samodejni menjalnik je pogojen z izbiro močnejšega TCE 130 bencinskega turbomotorja, ki je recimo od optimalnega TCE 100 motorja dražji za kar 2200 €. No in če temu prištejemo še ceno samodejnega menjalnika, je ta različica s samodejnim menjalnikom od tiste optimalne različice dražja za kar okoli 4000 €. In čeprav je to relativno še vedno ugodno, je absolutno glede na to še vedno zelo veliko. Sploh, če pomislite, da za ta denar dobite tudi že večjega Megana. A kakorkoli, samodejni menjalnik obvezno vzemite v kombinaciji z doplačilom za aktivni tempomat. Namreč ta kombinacija vam bo omogočala, da bodo vaše jutranje konice precej bolj udobne. Namreč tako bo vaš Captur samodejno ustavljal in pa tudi speljeval v koloni. Ugaja ročni način prestavljanja s tema obvolanskima ročicama, pri čemer pa ne moramo mimo dejstva, da je podatek o izbrani prestavi izredno majhen. In ne vem, kako bi ga lahko še bolj skrili. Menjalnik sicer ni brez minusov, je namreč nekoliko neučakan, sploh pri nizkih hitrostih, ampak roka na srce, če bi denarno šlo skozi, bi ga mi zagotovo vzeli. Seveda je tisti če bistvenega pomena. Naj pa poudarim, da ves čas govorimo o različici Intense, daleč najbolje prodajani različici in povsem razumljivo je tako. Namreč ponuja nadpovprečno veliko tehnike, recimo
serijska oprema pri Intensu je tudi ta velika tablica, intuitivna, pregledna, ampak skriva eno zelo nadležno podrobnost, namreč nastavljanje glasnosti. In tudi z obvolansko ročico ni bistveno bolje. Ampak druga podrobnost je pa tako zelo pozitivna, da bolj pozitivna ne bi mogla biti. To je ključ, na katerega boste preprosto pozabili. Ne verjamete? Če doplačate tudi za navigacijo, kar mi ne bi, ker uporabljamo CarPlay oziroma Android Auto, no, ampak če doplačate za navigacijo, vam recimo ponuja tudi različno zabavo. Namreč tale avtomobilček lahko po svoje nastavljate in izberete tudi katerega drugega. Moj sin je rekel, da Desir in pa vsi teli Renaultovi koncepti, da so kičasti, zato je rekel, naj bo kar navaden Captur. Katerega bi pa vi izbrali? No in ko smo že pri navigaciji, Captur nam omogoča, da nas pelje tudi po makadamskih cestah. To nas spomni, da je Captur pravzaprav SUV vozilo, s katerim se lahko peljemo tudi po makadamu, od talje recimo oddaljena dobrih 17 cm. Je pa res, da novi Captur ne ponuja več tudi sistema za slabše ceste, se pravi tisti sistem, ki je ESP-ju povedal, da lahko pusti tudi nekaj zdrsavanja, se pravi in ne pobira moči motorju, se pravi, da smo s prejšnjim Capturjem lahko zapeljali tudi v kak bolj strm makadamski klanec in pri tem prilezli na vrh. No, novi Captur tega sistema nima več, kar pa bi lahko tudi razumeli, da pri Renaultu Capturja smatrajo za povsem in izključno mestno vozilo. No, vse je digitalno tudi pred voznikom. Če doplačate 250 €. No, mi ne bi. Namreč tudi v tem avtomobilu, tako kot še v nobenem doslej, nismo našli idealnega prikaza, kako naj bi bilo vse skupaj urejeno. Nasploh se mi zdi, da je v tem Capturju malce preveč vse skupaj razmetano. Saj se da stvari prilagajati po svoje, a že omenjen prikaz menjalnika, prestave je povsem skrit in neintuitivno postavljen. Na spisku za odstrel pa je tudi sistem MultiSense. To je tisti sistem, s katerim prilagajamo način vožnje, se pravi, ali je bolj športen, bolj dinamičen ali pa bolj eko. Namreč razlike med temi posameznimi programi so preprosto premajhne. Veliko raje bi mi denar porabili za doplačilo za več varnostnih asistenc. Naprimer za tistega, ki prepoznava prometne znake, tudi prometne omejitve, ali pa za tisti sistem, ki nas pri vzvratni vožnji opozori na prečni promet. No, že za Clio so rekli, da ponuja vse tisto, kar imajo tudi veliki. No, za Capturja to res lahko velja, namreč ima tudi prostor. Spredaj, zadaj in pa v prtljažniku. No, sedenje zadaj bo zelo zanimalo tiste starše. No in lahko povemo, da če je v prejšnjem Capturju marsikateri otroški sedež nekako bingljav, no, to se v tem Capturju ne dogaja. No, najverjetneje tudi tistim najstniškim dolgonožcem tukaj zadaj ne bo prav hudo. Recimo za primerjavo mojim 175 cm, tukaj nad glavo ostaja še za kar dobro pest. No, Renault si zasluži palec gor tudi zato, ker je tiste stare trakce pri prejšnjem Capturju nadomestil s pravimi klasičnimi žepi, v katere lahko dejansko nekaj pospravimo. No, predal pred sovoznikom pa je ostal tisti značilen Capturjev, je pa res, da je po novem manjši. No, Captur je ohranil tudi pomično zadnjo klop, s čimer je možnost prtljažnik močno povečati. Je pa odstranil možnost poklopa sovoznikovega naslonjala, s čimer smo lahko v prejšnjem Capturju prevažali dolge predmete, recimo 2,5 metra dolge recimo letve iz tiste najbolj priljubljene vaše trgovine za recimo domače mojstre.
No, poklop sovoznikovega naslonjala med Capturjevimi tekmeci po novem ponuja samo še Volkswagen T-Cross. Je pa Renault odstranil tudi možnost pranih prevlek sedežev, se pravi prevlek, ki si jih snel in preprosto oprav. No, takšno možnost po novem ponuja samo še Ford Puma. No in kaj pa sama vožnja? Vsekakor od Capturja ne pričakujte pretirano dinamičnih voznih lastnosti. In izbira motorja, no, mi bi verjetno izbrali kar najbolj optimalno verzijo, se pravi TCE 130, in ta bo verjetno izbira vseh tistih, ki se bodo potopili v tehnične podatke in bodo ugotovili, da tisti najbolj popularen motor TCE 100 že na papirju ponuja zmogljivosti, ki so nekako bolj zmerne. Naša izmerjena poraba, redno smo se vozili med tam 6 in 6,5, na avtocesti je šlo v povprečju 6-7. Ko smo ga priganjali, pa je seveda majhna prostornina motorja pokazala svoje šibkosti. In kaj reči za konec? Captur prejšnje generacije je bil od Clio dražji za manj kot 1500 evrov. No, tale Captur je v primerjavi s Cliom 3000 evrov vrednejši. No, glede na to, da prostorsko gledano v primerjavi s predhodnikom ni bistveno bolj prostoren, zato neupravičeno. Ampak, če pogledamo racionalno, je Captur v primerjavi s Cliom še vedno bistveno bolj prostoren in zato še vedno racionalen nakup. A po drugi strani višje cene nikakor ne moremo razumeti drugače, kot da gre za izkoriščanje razmer na trgu. Namreč mali SUV-ji so ta hip najbolj zaželeni avtomobili in mnogi jih kupujejo z čustvi, z očmi. In pri mnogih znamkah so morda ravno zaradi tega dejstva še bistveno dražji od svojih kombilimuzinskih osnov. Captur je torej v cenovnem pogledu še vedno denarnici prijazna izbira.